Pozdravljeni, gospod Čeh, dobrodošli na drugi konferenci Rast in dobrodošli na današnjem dogodku. Moje vprašanje je usmerjeno v umetno inteligenco. Zanima me vaše mnenje, kako je doslej spremenilo poslovni svet in kako mislite, da ga bo v prihodnosti tudi, predvsem kar zadeva vašo branžo. Ja, hvala za povabilo. Torej, umetna inteligenca je že prisotna, že spreminja svet, nedvomno. Mogoče v naši branži, torej farmacija, medicina, ki je nekoliko bolj regulirana branža, mogoče malo počasneje kot v drugih branžah, se pa bom rekel, že zakorenijo v določenih segmentih. Naprimer, bistvena je pri, bom rekel, odkrivanju novih tarč za zdravljenje bolezni in pa novih zdravil. Zdaj, kako ključno spreminja ta segment, je, da določenih analiz ali pa določenih eksperimentov v laboratoriju ali pa v živih organizmih ni treba več ponavljati. Zbirajo se informacije na podlagi tega, kar se je že izrazilo, in z velikim skupkom teh informacij umetna inteligenca lahko zelo dobro predikcijo napove, kako bo potekala neka bolezen oziroma kaj je primerna tarča za zdravljenje neke bolezni, naprimer. Tudi pospešuje recimo razvoj zdravil, tarčnih učinkovin, po bom rekel, podatkih, ki jih imam jaz, so se čas tega razvoja skrajšal z nekje 6 do 9 mesecev tudi na enega do 3 mesecev. Seveda je tle še vedno regulativa, ampak umetna inteligenca vsekakor je prisotna. Se uporablja in je prisotna. Izredno. V današnjem času se pojavlja vse več novih tehnologij. Bi mogoče iz vaše branže izpostavili eno, dve mogoče, ki so najbolj doprinesle k preboju mogoče na določenih področjih? Ja, ena tehnologija, recimo, ki, bom rekel, o kateri sem govoril danes in je precej inovativna, je prisotna približno leto pa pol na tržišču, se reče prostorska transkriptomika. Bom razložil, zakaj gre. Vem, da je, zveni znanstveno, ampak v bistvu gre za to, da razvita je bila aparatura ali pa analizator, ki prevzame funkcijo mikroskopa. To pomeni, prej smo gledali celice tkiva skozi mikroskop, da smo razumeli potek neke bolezni pa obnašanje nekih celic v tkivu. Ta aparatura vse naredi sama. Kako? Mi na slajd, na ploščico narežemo tkivo, ga prepariramo z reagenti, ga damo v aparat ima zelo močen mikroskop, te podatke posname, jih obdela, računalniško obdela, tudi z pomočjo strojnega učenja. To pomeni, že tle imamo prisotne komponente umetne inteligence in potem v bistvu ven dobimo celo analizo, bom rekel, lahko si predstavljate tako kot neko mapo, Google Maps ali pa mapo tkiva, kjer lahko zoomiramo v tkivo do podceličnega nivoja, vidimo vse ekspresije genov, razumemo bolezen, kje se je izvor bolezni v tkivu začel, kam se bo širil, katera celica se je prva okužila, kako se bo nadaljevala bolezen naprej. To pomeni, s tako informacijo pridemo dosti bliže razumevanju seveda mehanizma celic, razvoja bolezni in potencialno odkrivanju novih tarčnih zdravil. In to tehnologijo imamo mi tudi eni izmed prvih v Evropi v Labeni in jo ponujamo kot seveda storitev ali pa tudi kot produkt farmacevtski industriji, biotehnološki industriji, razvojnim inštitutom, akademiji in tako naprej. Mogoče samo v navezavi z to tehnologijo, kje je vloga standardizacije v vsem tem? Kako vi gledate na standardizacijo? Standardizacija je ključna, predvsem v teh reguliranih branžah. To pomeni, v farmacevtski industriji se pričakuje, da je postopek preverljiv in ponovljiv. Vsakič, ko izvedemo analizo, moramo slediti istemu postopku. Podatki, ki jih generiramo, morajo biti zaščiteni proti manipulaciji. To pomeni, izpostavljam samo recimo dve zadevi. Seveda je več korakov tukaj, ampak tukaj je treba imeti standardiziran postopek, ki je določen z ali internimi akti ali postopki, SOP-ji, kakorkoli, kar mi tudi imamo, kako se neka analiza izvaja, kdo lahko izvaja analizo,
kdo ima dostop do teh podatkov, kdo obdeluje podatke, kako so podatki obdelani. Tako da je v bistvu analiza, če jo delamo na enem tipu tkiva ali drugem tipu tkiva, reproducibilna in ponovljiva. Ne? Okay. Se pravi, kaj pa recimo uvajanje novih tehnologij in inovacije v povezavi s standardizacijo? Kakšen je vaš pogled glede standardizacije in inovacij? Ja, tle je, bom rekel, jaz mislim, da že ko se nove tehnologije uvajajo, je treba zelo dobro razumeti tehnologijo do postankosti, da lahko razviješ postopek standardizacije neke tehnologije. To pomeni, vsak korak je treba v bistvu razparcelirati, opisati in potem opredeliti, kakšnemu postopku se sledi. To je ključno, mislim, v naši branži, v vseh branžah. Je zahtevno, je pa bom rekel, tukaj neka potreba po sodelovanju med tistimi, ki postopke standardizirajo in tisti, ki postopek razumejo do potankosti. Tako da ne vem, če sem odgovoril, ampak... Ste odgovorili, jaz bi rekla pač, da za zaključek lahko rečemo, da grejo inovacije za standardizacijo nekako tudi z roko v roki, ker inovacija sama po sebi, če ni pač predana na trg in širšo uporabo, ostane. Inovacija, če ne bo standardizirana, verjetno ne bo dosegla širše uporabe v reguliranih segmentih, to sigurno. Okay. Hvala lepa. Hvala tudi vam.